Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o strategiji preživetja v tem čudnem svetu, ki, verjemite mi, postal bo še bolj čuden. Na kakšen način moramo postopati, kaj moramo razumeti, česa ne smemo pozabiti. Danes je v moji družbi Anton Komat, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ko govorimo o strategiji preživetja, moramo poznati 5 področji te globalne krize. Katera so ta področja oziroma katere so te krize? No, teh 5, bi rekel, enostavno, da si zaostrimo pogled na te posamezne sektorje preživetja. Torej, nedvomno gre za ekonomsko krizo, ekonomsko področje, ne gospodarsko področje. Potem imamo energetsko krizo sveta, ki se dogaja, ali pa ta tranzicija na neke nove energetske podloge. Potem imamo jasno prehranska in vodna, ker to je zelo povezana med sabo, hrana in voda, ekskalirata obe. Potem imamo jasno zdravstveno krizo, ker nas zdajle maltretirajo z njo, ne, in jasno stanje okolja kot takega. Torej, teh 5 temeljnih področij, kjer se kriza pojavlja. Torej, kriza se pojavlja na vseh teh področjih tale trenutek. Ni samo kriza zdravstvena, ni samo kriza gospodarska, ampak je torej več teh kriz, ki so. Kako jih rešujemo? Najprej bi poudaril to, če bomo reševali vsako posebej, ne bomo rešili nič. In to je fatalna napaka, ki se zdaj rešuje gospodarske probleme znotraj gospodarstva, zdravstvene znotraj zdravstva, ne. Ker je vse povezano, moramo mi v bistvu sistemski pogled to rešuje. Mi moramo postaviti en sistem, en način, en modus preživetja na način, da bomo ta krizna dogajanja na globalni ravni reševali na lokalni ravni. Torej, rešitev, strategija je na lokalni ravni. Absolutno, na lokalni. Ampak lokalno življenje se je v tem času precej ustavilo, korporacije so pa delale. Glejte, to je cilj, ne? To je cilj. V bistvu je cilj te pokvarjene milijarderske svojati, jaz sem tako rekel, ne, ki hoče nekaj vse delati po svetu, je ravno to, da uniči te samozaposlitvene sposobnosti lokalne skupnosti, torej delovna mesta, kjer se ljudje sami zaposlujejo. To je recimo obrt, to je recimo drobno gospodarstvo, to so storitvene dejavnosti. Bom sam povedal primer, zdaj, ko smo imeli nazadnje to zaporo po Sloveniji, ne, sem se sprehajal po mojih Domžalah, ne, tam, kjer živim, in pogledajte, kaj je bilo. Vsi tisti, te drobne obrti so imeli, vsi zaprte poslovalnice ali pa servisne dejavnosti. Urar ni smel delati. Čevljar ni smel delati, korjači niso smeli delati. Torej, vse tisto, kar omogoča nek utrip življenja lokalne skupnosti, vse je bilo zaprto. Vse je bilo pod prepovedjo poslovanja. Vsi megamarketi, vsi supermarketi, vse tovarne so pa delale. Torej, vidimo, da je vse eskaliralo v smeri podpore korporativnega kapitala, velekapitala in uničenje lokalne skupnosti, lokalne sposobnosti preživetja. Posebej v težkih časih, v izrednih razmerah. Torej, zdaj, če prav razumem, je čas, da se povežemo na lokalni ravni, torej, da zaživijo lokalni časopisi, lokalni radiji, lokalna skupnost v smislu tega, da se povezujejo sosedi dejansko med sabo, si pomagajo. Ja. Glejte, kaj je bil cilj vse te maškarade z maskami pa razbijene skupnosti? To, da je človek osamljen, da se ta družbeno tkivo, to povezava med ljudmi na lokalni ravni zmelje v prah nemočnih posameznikov. Jasno, ti nemočni posamezniki so pa krasna kanon futer za vse manipulacije in zastraševanje. Torej, vidimo, da je cilj uničenja lokalne skupnosti kot mreže življenja, kot te mreže, kjer si ljudje med seboj pomagajo, se za temelje atribute preživetja. Ne? Torej, kot sem prej rekel, ne, da mi moramo na lokalni ravni vse te atribute postaviti, da funkcionirajo. Ne? Tudi kulturno identiteto, tudi vse te obrti, drobne obrti. Torej, moramo znati, ali pa se organizirati, da bomo imeli neko lastno dejavnost, ki nam omogoča gradnjo strehe nad glavo, da zato ne rabimo nekih kakšnih korporacij pa megafirm, dovolj so sposobni obrtniki na lokalni ravni. Potem imamo neka lokalne oskrbo z energetskimi surovinami inputi, ki jih rabimo za funkcioniranje družbe. Jasno, lokalno samo oskrbo s hrano in z vodo, vodne vire varovati in jih čuvati na lokalni ravni.
lokalno zdravstveno podporo, videli smo zdaj v tej krizi zdravstveni, kako je tisto, kar je preživelo, so zdravstveni domovi delovali, ne privatnikov, kjer ni bilo, so zginili. Torej vidimo, da vse tisto, kar je v tej krizi, ki je bila umetno narejena, še funkcioniralo, je bilo ravno to, je bila ta samoorganizacija ljudi. In jasno, ta samoorganizacija je v vsej zgodovini pripomogla k preživetju človeštva. Torej smo pri tem, da moramo razmišljati globalno in delovati lokalno. Globalno lahko spremljamo, kaj se dogaja, da smo informirani, vidimo pa, da na globalni ravni briga korporacije preživetje nekih Slovencev, mislim, dol in visi, ta način razmišljanja, njihov motiv je samo profit, in uničenje, jasno, uničenje kjerkoli konkurence in jasno potiskanje ljudi v popolno odvisnost, v popolno pasivo, konec koncev vse ne moramo biti vsi računalniški programerji. Vsekakor. Kje vidim sama izziv v današnjem svetu je, da je med ljudmi in njihovim načinom razmišljanja vedno večji razkorak. V tem smislu, da nekdo povsem kupi vse, kar volkovi ponujajo in pastirji narekujejo, medtem ko drugi razmišljajo na drugačen način. Skratka, vsak razmišlja svojo glavo. Eni se bolj bojijo, eni se manj bojijo in je na lokalni ravni zelo, zelo težko. Nekateri so šli sami v gozd na sprehod z masko, medtem ko so se drugi temu smejali. In se mi zdi, da je že to, različni načini razmišljanja in dojemanja tega, kar se dogaja, povzročilo nek razkol, zaradi katerega je mogoče težje, da se zdaj povežemo na lokalni ravni. Kako moramo pristopiti, kako moramo gledati na to? Vso zgodovino je politika vedno delila ljudi. Vse divide et impera je že antični pregovor, rimski rek, deli in vladaj. In če gledamo zdaj zadnjih 40 ali 50 let v Sloveniji, vidimo, da smo bili prej ta rdeči pa ta črni, ali pa ta beli, torej skozi se nas umetno deli. In jasno, če pa, že prej sem rekel, kako je družbeno tkivo zmleto v prah posameznikov in še te posamezniki so zdaj razdeljeni na pole. Eni bi imeli maske, eni so proti, eni bi imeli karantene, eni so proti karanteni, eni bi potovali, eni bi se zaklenili v klet. Skratka, eni so prestrašeni, enim ne moreš do živega. Vidimo, da je ta delitev, to je, bi rekel, nek modus operandi, tako funkcionira oblast, da deli ljudi in jih s tem lažje podredi. In tega to preseči. Konec koncev mi se moramo zavedati nekaj, da ko bo prišlo do radikalnih pomanjkanj v tem smislu, kakšna bo pa razlika med tistim, ki je volil desne, pa med tistim, ki je volil leve? Nobene razlike ne bo. Oba bosta na istem bregu reke, oba bosta morala reševati svojo glavo. Takrat ne bo ne levih, ne desnih, ne črnih, ne rdečih. Torej, to razmišljanje, polarno razmišljanje, ali levi, ali desni, ali zgori, ali spodaj, ali ne vem kakorkoli, to je v bistvu pase, to je ujetost. Mi moramo iti čez to. Ampak nenehno se reproducira, kar je katastrofalno zame. Jaz se moram razumeti, da nenehno nasedajo na to delitev. To meni ne gre mi skupaj. Enostavno ni mi logično, vse konec koncev ne bi imeli neke inteligence, ampak očitno je nimamo. Torej, to pomeni, da spoštujemo in cenimo človeka, tudi če razmišlja popolnoma drugače kot mi. Vse pestrost je, ravno kreativnost je tisto. Torej, jaz nikoli nisem bil nasprotnik tega, da ima kdorkoli drugačno mišljenje. Hvala Bogu, to je motiv napredka. Problem, gledajte, kaj se dogaja. Problem je zdaj, ko se dogaja cenzura. Brutalna cenzura, ker se človek več ne smejo razmišljati. Mora samo sprejemati servirane dogme iz nekih centrov, ki se reproducirajo neke laži. Torej, mi moramo nazaj postaviti, bi rekel, ta motiv, da vsak ima pravico do svojega razmišljanja, do svojega mnenja in vsak ima pravico, da svoje mnenje pove. Kajti, a ni katastrofalno, da je znanost kot neka žlahtna dejavnost človeštva zadnjih, recimo, 300-400 let, ki je premagala v tej borbi argumentov to dogmatsko cerkveno inštitucijo srednjega veka, in se pač cerkev moralo prilagoditi razvoju znanosti. Danes z grozo ugotavljam, da je znanost postala dogmatska, da ubija dobesedno vse drugače misleče znanstvenike, pa se danes so Nobelovi nagrajenci, se jih briše iz spleta.
To je nepojemljivo. Človek, ki dobi Nobelovo nagrado za razvoj znanosti, je danes brisan, zato ker ima drugačno razmišljanje. Dajmo se vprašati, kaj ta znanost je. Ne? A je to še znanost, a je to že v bistvu neka dogma, neka ideologija, ki pa nima imele povezave z znanostjo več. Ne? Hrana Ja. je tukaj. V jedru. V hrani se reflektirajo vsa krizna dogajanja. Okay. Torej, v hrani je prikrit ekonomski sistem, kakršen je prikrita poraba energentov, ki pripomorejo k pridelavi hrane. Hrana je povezana s porabo vode, itak, ne. Je izjemen zdravstveni problem lahko hrana in je tudi izjemen okoljski problem, če stavimo na agrokemično podporo. Ne. Torej, vidimo, da v hrani se reflektirajo vse te krizna dogajanja in če hočemo mi to na lokalni ravni nevtralizirati, to negativo, potem je jasna rešitev samo ena, to je sonaravno kmetovanje in sonaravna pridelava hrane. In naslednji korak, naslednji udar bo poskus udara, da se onemogoči lokalna samooskrba s hrano. To bo naslednji udar. Ja, če ne bomo pripravljeni na to. Kako pa smo lahko pripravljeni na to? S tem, da je vsak kvadratni meter zemlje, da se obdela in da je to temelj preživetja. Konec koncev, pogledajte, najbogatejše korporacije na svetu ali pa milijarderji dejansko kupujejo zemljo, ne, po svetu. Ne. Torej, ta nevreden natiskan helikopterski denar materializirajo v zemlji. Kam drugam pa ne vlagajo, če je vse virtualno. Ne. Torej, zemlja. In to živa, rodna. Se pravi, gremo naprej k naravi. Naprej k naravi in to je edina garancija, da bomo preživeli. Kajti vse ostale blodne o nekih virtualnih skupnostih, o nekih transhumanistični družbi, lepo vas prosim, kdo hoče odpraviti človeka, kdo hoče odpraviti človeka doseči, izvolite, samo mislim, da imamo ljudje tudi pravico drugače živeti. Ne? Kdo pa je rekel, da je edini način življenja tisti, ki nam ga diktirajo eni idioti. Torej pravite, da ne bo umrla zdrava kmečka pamet. Ta common sense. Ja, common sense je, hvala Bogu, vedno preživel. Edino, kar je preživel vse te čase. A ni človek malo v dvomih, če bo common sense preživel, če se človek, ki živi na samem, ki živi v objemu narave, pa gre v gozd sam, pa si da masko gor, da je ta common sense mogoče že umrl? Ja, če v njemu umre, je njegov problem. Sem temu tako rekel, bodimo pragmatični. Vedno so bili različni ljudje, ki so dojemali na svojski način življenja, ne. Vedno je bila neka selekcija, eni so si sami sebi probleme delali, nekateri so našli rešitev. Dajmo biti odprti, ne. Jaz pa mislim, da danes je odprtost ravno to, da odmislimo te umetne delitve, da se vprašamo, kaj je to napredek, da reafirmiramo nazaj znanost, kot je bila v službi človeka, ne pa v orodja, ki jih izdelujemo, ne, s pomočjo našega razuma so lahko smrtonosna ubijalska orodja, ne, ali pa čudovit pripomoček. Se mi lahko orožje. Z reaktivnim letalom lahko potujemo v daljne kraje ali pa bombardiramo navideznega ali pa umetno narejenega sovražnika. Ne. Atomska energija, znanje okoli tega, da lahko kreira elektrarno z električno energijo ali pa atomsko bombo. Vidimo, da je ves ta nož ali pa meč napredka ima obe strani razvila na brušeni. Ne. In če je ena stran nam na vrat naštelana, bomo odvrnili to grožnjo in se posvetili preživetju. Zdaj, z vsem tem znanjem, z izkušnjami, kar premorete, ekološka lokalna hrana je torej tista, ki je boljša tudi sicer, če jo primerjamo z neko konvencionalno. Na kakšen način je boljša? Na kakšen način je bolj zdrava? Zakaj rešuje vse to? Ogromno analiz je po celem svetu narejenih, kakšen je primanjkljaj ali pa kakšne toksine vsebuje industrijsko pridelana hrana. Tukaj ni čas v tej oddaji tega razlagati, to so 4 študije narejene. Dejstvo je, da je živa hrana tista, torej živa sezonska hrana je tista, ki podpira življenje. Ne? In ko mi pristanemo na živo sezonsko hrano, nam narava nudi sprehod skozi vse letne čase, pomlad, poletje, jesen, zima. Naši predniki so se prilagodili tem ritmom narave in zato je njihovo življenje bilo predvsem bolj zdravo kot je naše. Ne? Jaz bi temu rekel, da danes preko 80%
vseh degenerativnih obolenj izvira iz industrijske hrane, ne. Tega se moramo zavedati in vsega tega, kar v tej hrani je. Po drugi strani je pa že Hipokrat, ki ga doktorji pozabljajo danes, nažalost, ne, rekel, naj bo hrana tvoje zdravilo, ne. In tudi Hipokrat je rekel, bolje preprečevati kot zdraviti. In Hipokrat je tudi rekel, primum non nocere, primarno je ne škodovati. Dajmo reči zdravnikom, da se vrnejo nazaj na Hipokrata, bo veliko bolj zdrav svet, kot je danes. Pa sej pravzaprav velike spremembe se dogajajo. Sama opažam, kako se povezujejo na lokalni ravni, kako imajo skupne vrtove, kako se učijo, kako je vedno več mladih pripravljenih, da se učijo, da se naučijo, da si nekaj vzgojijo, kako je vedno več tudi zdravnikov, ki izstopajo. Tudi vidim pri naši ekipi Klepeta ob kavi, kar nekaj sodelavcev imamo, ki so na eni točki rekli, dovolj imam tega korposveta, z targeti, z spremljanjem, z statistiki, z štempljanjem, z nadziranjem in vsemi temi zadevami. Skratka, tukaj je neka... Ja, zdaj se vprašamo na koncu o kvaliteti življenja. Kaj pa je kvaliteta življenja, ne? Kaj je tisto, kar nam nudi zadovoljstvo, posebno srečo? Točno, če smo zelo pošteni do sebe, vidimo, da z denarjem ne moreš nekih najlepših stvari kupiti, ne? Enostavno niso naprodaj, ne? Sreča ni naprodaj. Je sreča to, da nekaj kupimo, da nekaj plačamo, ker potem bomo spet prikrajšani, če imamo ne vem kakšen avto, pa bi imeli še boljšega, pa če imamo jahto dolgo 15 metrov, bi imeli dolgo 25 metrov, pa 125 metrov. Skratka, pri materialnem nikoli konca, ne. Zato pravim, da pri kvalitetnem življenju imamo pa mi atribute, ki nas popolnoma usrečajo, zato ne rabimo nobenega denarja, ne. Konec koncev, ko smo prej omenili o hrani... Se pravi, to je sreča, ne? Večji avto, večja jahta... Pa nikoli ni mera spolnjena, vedno bi še, pa bi še. Radost je pa potem tisto, ki si hvaležen za tisto, kar imaš. Tako. Evo, zdajle, recimo po telem snemanju grem jaz na moj vrt, z največjim veseljem, čas je, da se posadi grah. Tako. In to mi nudi največje zadovoljstvo v tem trenutku. Torej stik z naravo, stik z živo zemljo, ne, in jasno, narava ti to povrne z čudovito živo zdravo hrano. Zemlja mora biti živa. Kako sami recimo svoje obdelovalne površine ohranjate žive? Torej, kot prvo ne smemo biti roparji, ne. Tisto, kar vzamemo, kar nam zemlja da, moramo tudi nekako vrniti, ne, tako, da vzpostavimo to kroženje, torej jasno v obliki komposta, karkoli temu rečemo, ne. Tisto, kar je odzamemo, moramo vrniti, da vzpostavimo celovit krožni proces, ki ga narava. Poglejmo, jaz sem vedno pristaš tega, da bi postavili človeško družbo na način, kako funkcionira narava, recimo v starem gozdu, ne. Vzamemo neko staro, veliko, mogočno drevo, ne. Ves listni opad, ki pade na tla, se popolnoma reciklira nazaj v organsko snov skozi drevo. Torej vse je lokalizirano, nobenega odpadka ni, vse je na sončni pogon. Vse imamo vse rešitve. Ne, samo tukaj moramo mi odmisliti profitni motiv, da bo zdaj gonilo vsega tega profit. So vsa te blodne v nekem zelenem preboju, pa zeleni ekonomiji, čisto navadno nategovanje. Ko bomo mi začeli evolucijske rešitve, ki jih je narava vgradila v ekosistem, prenašati v človeško družbo, bomo vse probleme v trenutku rešene, ne. Zato pa rabimo razcvet inženirskega duha, pa odpoved histerije s profitno obsesijo. Profit je bil lahko neko obdobje človeške družbe motiv, danes to ne more biti več, kajti vidimo, kakšen problem sveta imamo za tega profitnega motiva. Torej, uskladiti ekologijo z ekonomijo oziroma postaviti ekonomijo dobrega gospodarja in smo rešili. Amen.